En lep pozdrav vsem skupaj in hvaležen sem, vesel, da ste se odzvali našemu vabilu, da izpeljemo ta webinar preko tako simpatičnega orodja, preko spleta. Jaz sem tukaj na Primorskem, zunaj lepo sonce, upam, da tudi pri vas je tako sonce in upam, da me tudi slišite. In danes imam seveda za vas nekaj simpatičnega, da vam predstavim, kako lahko z NLP tehnikami izboljšati svoje vodenje in kako seveda lahko z NLP šolo vodenja naredite preboj in izboljšate vaše vodenje. Zdaj, vse, kar bomo zdaj naredili, je to, da bomo šli skozi to prezentacijo skupaj, skozi. Jaz seveda vas bom vabil, da če imate kakšno vprašanje, da to seveda mi napišete, da lahko tudi na ta vprašanja odgovarjam na koncu. Mogoče pa dajmo samo toliko, da v tem prvem delu, ko smo zdaj tukaj skupaj, da gremo in naredimo nekaj vsebin za udobja, ki ga imate ali v pisarni, ali doma, ali pa kjerkoli že poslušate to predstavitev. Tako da, mogoče, če bi začel s tem, in to verjetno že poznate, to ni stanje za učenje, tako če zdaj tako sedite, vas bom prosil, če se malo popravite, če sedite na takšen način, je lahko malo, date hrbet malo nazaj in narišete en nasmešek, da ne boste tako kot ta fant gledali in seveda, da boste lahko, ko boste poslušali, potencialno več odnesli. Tukaj imam en zanimiv citat, ki bi vam ga rad dal kot uvodni citat, in to je citat, da včasih smo kot vodje prepričani o nečem in nas to prepričanje omejuje. In Seneca pravi, da je vsak človek o nečem raje prepričan, kot da bi se potrudil, da bi o tem malo drugače razmislil, pa drugače razmišljal. In moje povabilo seveda za vas je to, da začnete razmišljati drugače, da če bi radi izboljšali svoje vodenje in postali boljši vodja, in danes moramo se zavedati, da smo vsi vodje na nek način. Eni smo lahko vodje v domačem okolju, eni smo lahko vodje v službenem okolju in vodja ni nujno vodja, ki je nekdo po poziciji vodja, temveč je lahko vodja nekdo, ki z dobro voljo, s pozitivno energijo, z dobrimi idejami, z vztrajnostjo pomaga, da so sodelavci, ki so okrog njega obdani, bolj motivirani, bolj sproščeni, bolj fokusirani, bolj kreativni pri svojem delu. In jaz se vas spodbujam, da skozi ta webinar in seveda tudi na splošno v življenju postajate radovedni. In to je tista dobra, pozitivna radovednost, kjer dejansko raziskujete, se dovolite kdaj zmotiti in seveda na nek način tudi pomagate, da s tem, ko to počnete, dobite neke nove ideje, nove koncepte v vaše življenje. Dajmo si samo pogledati na hitro, kaj so tista področja, ki jih vodja danes rabi poznati, obvladati. Kajti namen tega je to, da razmišljate o tem, kaj bi kot vodje radi izboljšali in potem izkoristite ta naš študij in šolo vodenja za to, da te kompetence pridobite oziroma da pridobite osnove, s katerimi boste lahko potem te kompetence razvijali še naprej. Tudi eno področje, ki ga vodja rabi danes poznati in obvladati, je seveda vodenje ljudi. Kako motivira, kako rešuje konflikte, kako razvija sodelavce, da postanejo še boljši pri svojem delu, kako neko skupino koordinira, uvaja, vodi in nazadnje tudi, kako je usmerjen strankam. Tudi eno področje je seveda vodenje ljudi samih in v okviru šole vodenja bomo lahko ogromno kompetenc in dejansko vsebin prav za to konkretno področje spoznali, osvojili, nadgradili, mogoče za nekatere sem spomnili, ker jih že poznate, a pa že veste. Potem drugo področje je vodenje podjetja. To je strateško razmišljanje, načrtovanje financ, vizija, denarni tok, ki je nujen del našega poslovanja in tudi seveda iskanje stvari, ki so najboljše za samo podjetje. In če pogledate,
ti dve funkciji se na nek način včasih prekrivata, včasih so pa dejansko to vsaka na svoji strani in vsak vodja rabi to področje seveda poznati, obvladati in razvijati. In tudi v okviru šole vodenja boste lahko dobili neke osnove razmišljanja, s katerimi boste lahko vodenje podjetja kot takega izboljšali. Ali pa vodenje nekega oddelka ali pa enega segmenta v podjetju. Potem imamo vodenje projektov. Kajti mi seveda, ko imamo na dnevni bazi različne operativne naloge, lahko vsako tako nalogo jemljemo kot sam projekt. In tukaj je pomembno, da imamo neko ciljno naravnanost. Pomembno tukaj pri tem, da dejansko uporabimo vse stvari in vse resurse maksimalno, ki jih imamo na voljo, da dosežemo rezultat in ne nazadnje tudi vodenje sama sebe. Vi kot vodje potrebujete biti odgovorni, biti samomotivirani, fleksibilni in tako naprej. Tukaj bomo dejansko govorili o tem, ta 4 področja, kako lahko ta 4 področja skozi samo šolo razvijamo. In tukaj je ena zanimiva metafora. Ena metafora, ki bi jo rad dal kot v razmislek in tudi metafora, ki bi jo rad dal kot idejo za to, da lahko razvijate, je sicer to. Dirigent, ki dirigira orkester in tako naprej, v resnici ne oddaja nobenega glasu od sebe. On je odvisen od dela ostalih glasbenikov. In mi se moramo zavedati, da kot vodje to isto počnemo. Mi kot vodje smo odvisni od dela drugih ljudi. Kot vodje smo odvisni od tega, kakšen glas bodo vsi ostali dali in seveda zaradi tega je toliko bolj pomembno, da posvetimo pozornost in usmerjenost, da postajamo najboljši vodje, kot smo lahko. In tukaj je eno zanimivo vprašanje, ki bi ga rad postavil na začetku. A ste kot vodje, ki uporabljajo razne metode, tehnologije, razmišljanja in tako dalje, ali ste šloharce? Ali ste šloharce v tem smislu, da počnete to, kar počnete, samo tako, da uporabljate en del intuicije, ki morda ni najbolj objektivna. In ali se odločate o tem v bistvu na podlagi dejstev, na podlagi vprašanj, na podlagi pogovorov, na podlagi raziskav trga, na podlagi pogovora s strankami in tako dalje. In tukaj vas samo vabim, da pomislite na to, kako zdaj se obnašate kot vodje in ne da to, ali vodite sami sebe, ali pa vodite 100, 200, 300 ljudi. In tukaj bi vam dal že tako eno nalogo, ker se mi zdi pomembna naloga in ta, da dajte pomisliti na naslednje leto, ki je pred vami. 27. maj 2017, čez eno leto, kakšni vodje bi radi bili v tem času? Katere kompetence, veščine bi radi razvijali? Kako bi se radi obnašali drugače v zasebnem življenju? Kakšne vodje bi radi vzgajali doma, v svoji družini in kakšne vodje bi radi vzgajali v svojem podjetju? In tukaj spet vas opozarjam, da ni toliko pomembno samo to, a ste vodje v smislu tega funkcije same, temveč mi smo vsi vodje. Od čistilke v podjetju, hišnika v podjetju, do predsednika uprave smo vsi vodje. Vsi na nek način lahko vplivamo, vodimo in prinašamo dobro pozitivno energijo v podjetje. In za vajo vam dam, da narišete vaše lastno kolo vodenja. Kajti vsak vodja v resnici lahko naredi neko lastno diagnozo. Naredi neko diagnozo, s katero bo odkril, kako dobro je kot vodja. In seveda tukaj vas bom spodbujal, da pomislite, kaj so tiste veščine, znanja, ki zdaj mislite, da bi bile koristne, da bi postali še boljši vodja. In tukaj so lahko to recimo znanja z področja komunikacije, delegiranja, znanja z področja motivacije, reševanja konfliktov. Včasih kot vodje potrebujemo določena strokovna znanja o produktih, storitvah, ki jih imamo in spet lahko to dodamo noter. In tukaj seveda vas bom spodbujal, da pomislite na to, kako lahko to kolo seveda zdaj najprej izpolnite z različnimi spremenljivkami in kasneje, kako lahko ocenite od nič do 100%, kako ste v tem področju zadovoljni ali pa kako dobri ste v tem trenutku na tem področju in iz tega ven izpeljete cilje, ki jih boste rabili
uresničiti. Iz tega ven izpete cilje, ki jih boste rabili narediti, doseči in tako dalje, da boste izboljšali še boljše to, kar počnete zdaj kot vodja. Tako da jaz razumem, da vedno pomislite na to, to je moje kolo vodenja, kaj bi se moralo zgoditi, da bi jaz bil odličen vodja, kaj bi se moralo zgoditi, da bi jaz bila super vodja in potem rekel, kaj potrebujem, jaz to samo osebno rečem, boljše upravljanje s časom, time management, boljše delegiranje, boljše komunikacijo, to, kar sem zdaj našteval. In to izpolnite vsakega izmed teh izsekov, lahko je teh izsekov več ali pa manj, niti ni zdaj važna številka 8, ki jih vidite tukaj, in potem pobarvate, kako ste zadovoljni od nič za 100% z vsakim posameznim izsekom. In tam, ko boste našli zelo majhno zadovoljstvo, tam, ko bo ta številka majhna in boste zelo malo pobarvali v tistem izseku, tam je res priložnost za vašo rast in tam si postavite določene cilje. Kajti, če rabite izboljšati komunikacijske sposobnosti, potem je pomembno, da take treninge in take vaje in temu posvečate pozornost. Če potrebujete izboljšanje določenih strokovnih znanj, je tudi pomembno, da ta strokovna znanja začnete strukturirano pridobivati, da v enem letu kot vodje boste postali boljši vodje. Poglejmo zdaj, ker tukaj smo zdaj dali mogoče neko diagnostično orodje, ki vsak vodja sam pri sebi je fajn vsako toliko, da naredi, kajti s tem tudi ve, kaj lahko naredi. No, zdaj jaz bi vam rad predstavil mogoče malo, kako si mi predstavljamo naš študij in našo šolo vodenja z uporabo neurolingvističnega programiranja, ki bo potekala v celoti online. To pomeni, vse, kar se bo dogajalo preko računalnika, telefona, vi nas boste lahko spremljali, kjerkoli boste prisotni, tiste, ki vas seveda to zanima. In imeli boste gradiva, ki jih boste lahko pogledali, kadar vam bo to ustrezalo. Če boste šli na dopust, boste lahko seveda vsa ta gradiva pustili in vas bojo počakala. Lahko, če hočete in na dopustu se malo izobražujete, tako za malo pauze narediti od plaže in morja ali pa hribov ali pa kamorkoli boste šli, in boste lahko pogledali lepo na plaži in na telefonu poslušali v živo oziroma posnetke, ko vam bo to ustrezalo. Začnemo v juliju, to bo taka poletna šola, in končamo v septembru. In kaj se bo dogajalo? Vsak teden vas bo čakal en modul. Vsak teden vas čaka nova vsebina, nova naloga, ki jo boste seveda lahko spoznavali, odkrivali in pogledamo si malo modulčke, naše vsebine. Prvi modul. Učili se bomo, kako boste lažje izboljšali vaše programiranje uma. In tukaj se mi zdi za vsako vodjo to neka najbolj pomembna stvar, da razume, kako naš deluje, katere so glavne stvari neurolingvističnega programiranja, ki jih vodja rabi poznati, psihologijo za vodje in seveda, kakšni so ti nezavedni programi pri vodenju in tako dalje. Mi se bomo ukvarjali seveda s tem, kaj so te paradigme, ki jih vodja spreminja in prepričanja, ki jih vodja rabi spreminjati. In če se bomo pogovarjali o programiranju uma, se bomo pogovarjali predvsem z vidika tega, kaj je praktično, enostavno in to, kar vodja lahko takoj uporabi. Jaz tukaj se morate zavedati, da kot vodja potrebujem vedeti, znati o temu, kako deluje, predvsem zato, ker vsi moji sodelavci, ki jih vodim, ali pa če vodim sam sebe kot one man, se moram zavedati, da jaz rabim poznati psihologijo uma, delovanje uma. Kajti samo s tem lahko izboljšam to, kar počnem. Samo s tem lahko izboljšam, kako sem jaz kot vodja odličen, dober in postanem še boljši. Potem, v drugem modulu, to je drugi teden, bo vas čakala nova vsebina in takrat bomo seveda si pogledali, kako vodja vodi na podlagi ciljev. Kateri so tisti nezavedni programi pri vodenju, ki jih moramo dati in ozavestiti in potem postaviti neke cilje. Kako cilje komuniciramo, kako jih preslikamo, da bodo vsi ljudje te cilje sploh razumeli. In takrat bomo dejansko pogledali ta različna kolesa za vodje, za sodelavce in na podlagi tega si pogovarjali o tem, kako upravljati s časom in prioritetami. Tukaj vas spet pozivam k temu, da sam pomislite na to, kako lahko vi že zdaj vse te stvari, o katerih se pogovarjam, date v vaše življenje. Kajti, če boste imeli jasne cilje, cilj za dan, cilj za ta webinar, ki ga imate zdaj pred sabo, cilj za teden, za mesec, za leto,
in znajo to seveda na nek način komunicirati sebi in drugim, ter pravilno postavljati prioritete, potem boste seveda hitrejši in bistveno, in tukaj je poudarek na bistveno boljše pri doseganju ciljev. To je, drugi teden nas bo čakal tak luškan in zelo simpatičen modelček, ko bomo si pogledali, kako lahko postajate boljši v postavljanju ciljev in ciljnem vodenju. V tretjem tednu nas čaka komunikacija. Za vse tiste, ki bi radi izboljšali komunikacijo pri vodenju, bomo seveda si pogledali, kako dajemo povratne informacije pri vodenju, in tukaj si bomo pogledali več načinov dajanja povratnih informacij. Ene so take, ki jih mogoče nekateri že poznate v obliki sendviča, druge so take, ko bomo jih mi pogledali seveda z vidika doseganja sprememb pri naših sodelavcih. Mi kot vodje seveda smo dolžni dajati povratne informacije, kajti če hočemo, da se nek sodelavec izboljšuje, mi rabimo to komunicirati. Kajti če pogledate v vašem življenju, koga imate raje? Nekoga, ki sam kima in vam sam govori, vse je v redu, vse si dober, in na koncu za hrbtom ali pa v mislih si misli, joj, kako je s tem, ali nekoga, ki vam iskreno pove, nekoga, ki vam pove, kako misli, čuti, kako je prav, ki vas dejansko opozarja, da postajate boljši. In namen vodje seveda je ta, da komunicira vse tiste stvari, da sodelavci razumejo, kako se lahko izboljšujejo. Mi se bomo pogovarjali o tem, mi rabimo to znati. Potem seveda nas čaka razumevanje različnih nivojev vodenja. Kajti, če vzamemo ta najbolj spoden, alternativni način vodenja, ki je seveda danes bolj ali manj že preteklost, je komunikacija popolnoma drugačna kot takrat, ko gremo mi v neke višje nivoje vodenja, ko mi vzgajamo v resnici nove vodje okrog sebe. In mi se moramo zavedati razlik v tej komunikaciji in tudi razlik v načinu poslušanja, kajti kot vodje se rabimo naučiti poslušati. Ena izmed pomembnih stvari, ki si bomo pogledali, seveda je ta, da obstaja določen cikel. Obstaja določen cikel in določeno kolo motivacije in komunikacije za vodenje, ki ga mora vodja poznati, in metoda 2 spiskov. In eden izmed ta spisek, ki vam že zdaj ga dajem v razmislek, je stvari, ki jih kot vodja lahko naredite in vplivate na ene stvari, na katere nimate vpliva. Kajti danes boste našli vodje, ki imajo naslednji izjav. Rekli bojo, da nimajo avtoritete, ali pa nimajo dovolj pooblastil, ali pa nimajo odgovornosti, da bi dejansko lahko nekaj izpeljali. In zato nič ne naredijo. In vaša naloga je, da ugotovite te stvari, ki jih lahko naredite, in te stvari maksimalno date od sebe in jih izboljšate in nadgrajujete. In seveda sidra pri vodenju, si bomo pogledali in tudi naredili vaje z tega področja, so ključna. Pomembno je, da vadimo sidra v pisarni, da v pisarni komuniciramo na različne načine, različne stvari, kajti potem mi zasidramo lokacijo, kjer komuniciramo to v pisarni. In isto si bomo pogledali, kako naredite sidra, ki jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju. Tukaj si bomo ukvarjali malo s hipnozo. Ne tisto klasično hipnozo, zapri oči, pa zaspi, pa bla, bla, bla. Temveč tiste jezikovne vzorce, ki jih vsak vodja rabi poznati, obvladati, da je bolj prepričljiv in da dosega spremembe. In seveda tukaj boste spoznali nekaj zelo naprednih in tudi mogoče na nek način zahtevnih orodij, ki boste jih potem uporabljali z vašimi sodelavci. In tukaj vas spet vabim in spodbujam, da ste etični in da tega ne zlorabite. Ker kar nekaj boste postali dobri komunikatorji. Potem nas čaka 4. teden. In v okviru tega 4. tedna si bomo pogledali, kako rešujemo izzive pri vodenju. Na kakšen način lahko mi kot vodje dejansko rešujemo izzive, probleme, konflikte in tako dalje. In tukaj si bomo pogledali nekaj zelo uporabnih, zelo koristnih tehnik, ki nekatere izhajajo iz NLP, nekatere izhajajo sedaj iz različnih vodstvenih strategij in tehnik. In predvsem si bomo pogledali zero-based thinking. In zero-based thinking recimo pomeni, kako bi se vi odzvali, ali kako bi se vi odločili v preteklosti, če bi vedeli to, kar veste danes v določeni stvari. In boste videli, da dostikrat bo to neverjetno radikalno vplivalo na vaše življenje, na vašo odločitev.
na to, kako boste šli naprej in na to, kako boste komunicirali s sodelavci. In mi si bomo seveda ta kolesa narisali, ko boste videli, to lahko zelo praktično naredite, da rešujete izzive, ki so pred vami, zahtevne odločitve, ki jih morate narediti. Včasih bo to potrebno uporabiti v neki metriki, ponderirati. Jaz bom seveda peljal skozi neko zelo strukturirano metodo ponderiranja odločitev, ki jih kot vodje rabite narediti. In če boste dali pravilne atribute noter, se boste potem lažje tudi odločali in naredili nek rezultat. Pogledali si bomo tudi obratni brainstorming in primerjalne analize in na koncu seveda nevrološke ravni razmišljanja, ki jih kot vodja rabite poznati. In boste videli, da bomo dosti praktični. Kajti ne nazadnje je ena izmed pomembnih stvari, ki jih vodja rabi imeti, kritično razmišljanje. In kritično razmišljanje pomeni to, da mi nehamo upletati toliko emocij, temveč da uporabimo določene racionalne in seveda druge metode, s katerimi potem prijemo do neke odločitve. Še vedno se boste lahko odločili po svoji presoji in vesti, vendar zdaj boste imeli dodatno orodje, zdaj boste imeli kar naenkrat dodatno možnost, kako se lahko odločite. Potem gremo na modul številka 5. In ta modul bo za nekatere neverjetno koristen, kajti s tem modulom se boste naučili, kako lahko spreminjate prepričanja pri vodenju. Ker jaz verjamem, da imate sodelavce, ki imajo kakšna nekoristna prepričanja. Eni sodelavci ne verjamejo v sebe. In tem sodelavcem boste lahko znali takrat spremeniti prepričanja. Eni sodelavci ne verjamejo v produkt, ali pa ne verjamejo v storitev. Eni sodelavci ne verjamejo, da sploh vredno kaj početi. In za take sodelavce boste znali z različnimi metodami spremembe prepričanj spreminjati njihova prepričanja. In boste videli, ta modul 5 vam bo lahko zelo simpatičen in zelo, zelo uporaben. V bistvu vsi moduli do zdaj, ki smo rekli, so zelo praktični. Pri vsakem modulu boste dobili vaje in tukaj tudi. Vendar vas vabim, da pri tem modulu, ko razmišljate o nekem prepričanju, vedno razmišljate o tem, kako neko prepričanje nastane. Kajti recimo, prepričanje nastane lahko tako, da nekaj vidite. Prav, recimo, če vas vprašam, kako vi veste, da je nek sodelavec dober. Vi veste, da je nek sodelavec tako dober po temu, da uporablja ali se vede na določen način in na tak način vi veste, da je ta sodelavec dober. Recimo, če vam dam primer, nek sodelavec je lahko dober takrat, ko naredi neko nalogo dovolj hitro po vaši presoji ali pa ko naredi neko nalogo dovolj kvalitetno. In vi rabite to videti. In ko vidite enkrat, dvakrat, trikrat, se potem prepričate, da je res dober. Eni rabite samo prebrati, kaj je naredil. In je to dovolj, da vidite izdelek pisni. Eni rabite sodelavcem skupaj delati. In tukaj imamo ljudi, ki nekaj vidijo, nekaj slišijo, nekaj preberejo in včasih rabijo ljudje nekaj ponovitev. Tudi kot prepričanje, se moramo zavedati, da prepričanja skozi pridobivate, skozi nastajajo. Ker recimo, če vas zdaj vprašam, a imate radi sladoled vanilja, jagoda ali čokolada, kjer je vaš najljubši sladoled? In boste rekli enega. In če ni nobeden od teh, pa sploh nimate radi sladoleda, boste pač spustili. Predvsem zaradi tega, ker vam je mogoče to prepričanje nerelevantno. Vendar vi, že zdaj, če vas vprašam, ste prepričani, da je nek sladoled boljši kot drugi, ali pa da sploh ni dober. To pomeni, vi imate cel kup prepričanj, kot vodje rabite razumeti, kako prepričanje nastane in kako prepričanje spremenite. In včasih boste sam postavili vprašanje, da boste rahljali v prepričanje. In dobra vprašanja razrahljajo prepričanja. Eno dobro vprašanje je lahko, kako to veš? Kako to veste? Potem bomo šli naprej. In seveda nas bo čakal en dosti simpatičen modul magija besed. In pri magiji besed si bomo seveda pogledali eno zelo uporabno in koristno tehniko neurolingvističnega programiranja, kako lahko seveda spremenite okvir, preokvirte in na nek način tudi spremenite prepričanje z magijo besed. In boste videli, kako koristne so te tehnike, metode. Včasih boste rabili recimo pri magiji besed ljudem pomagati, da na nek način dajo eno drugo stvar
v spredje. In če vam dam en primer z magije besed, nekdo bo rekel, ne morem se naučiti tega novega programa, te nove informacijske rešitve. In vi boste potem rekli, ne gre za to, da se naučiš to uporabljati popolno, pomembno je, da narediš eno vajo ali pa da narediš tisto, kar je nujno za tvoj delovni proces. Torej, vi boste kar nekaj dali druge stvari v spredje in s tem, ko boste spreminjali hierarhijo vrednot, boste ljudem pomagali, da bojo bolj proaktivni, da se bojo vedli, da bojo nekaj s tem naredili. Torej, magija besed je eno koristno in zelo praktično orodje, s katerim bomo seveda to nadgradili, to naše znanje vodenja. Zdaj smo že, ne boste verjeli, v tednu 7. Naš modul 7, mi bomo seveda tukaj spoznali coaching orodja in coaching sisteme, ki jih vodja rabi uporabljati. In tudi kdaj je primerno izvajati coaching, kdaj ne. Včasih boste videli z enimi sodelavci, boste lahko izvajali coaching. Kajti vsak vodja, to je moja subjektivna cena, mora vedeti, znati coaching principe. Mi si povedali, kaj je direktivna komunikacija, kaj so dobra vprašanja pri vodenju, kakšna so odprta in zaprta vprašanja, kakšne so to različne nevrološke ravni teh vprašanj in seveda, katera so tista vprašanja, ki dejansko dosegajo največji rezultat in največji učinek. In potem boste si tudi pri coaching vprašanjih zbrali nekaj dobrih vprašanj zase. Recimo, če vam jaz dam primer vprašanj, ki jih jaz uporabljam, eno dobro vprašanje, ki se ga jaz vprašam, vedno, ko mi nekdo ponudi neko poslovno priložnost, je naslednje vprašanje. Če bi imel vsa denar na svetu, a bi šel v to poslovno priložnost ali ne bi šel, a bi investiral v to ali ne bi investiral, ali bi se s tem ukvarjal ali se ne bi ukvarjal. In če odgovor tako je ne, v štartu, potem se s tem sploh ne ukvarjam. Isto velja, recimo, če me vprašajo in se vprašam, če bi imel pol leta življenja, ali bi počel to, kar me zdaj vabijo, da bi počel. In če odgovor ne, potem seveda že avtomatično tega ne počnem, oziroma se odločim za ne. Tukaj se boste na tem 7. modulu dejansko ukvarjali s tem, kako coaching integrirati v vaše vodenje in dobili boste nekaj zelo praktičnih vaj, zelo praktičnih primerov in seveda na koncu vajo, s katero boste lahko izboljšali svoje področje vodenja in dodali notri ta del coachinga. Vse stvari, ki jih bom jaz seveda počel in vsa gradiva, ki jih bom uporabljal, jih boste lahko seveda vzeli, predelali in uporabljali vsi tisti, ki rabite vzgajati druge vodje naprej. V modulu, ki nas zdaj čaka, naprej, je motivacija. Motivacija za vodje je modul, kjer se bomo povedali, kako lahko motiviramo. In motiviramo lahko kot s korenčkom pa s palco. Tukaj si bomo povedali, kakšni so metaprogrami za motivacijo, kje so tisti motivacijski metaprogrami, ki jih vsak vodja mora poznati. Kdo so polarity responderji? Polarity responderji so ljudje, ki jim boste nekaj rekli in ne bodo tega naredili, bodo jih naredili kontra. Kako s temi delati? Kakšne so te pozicije pri rezultatih? Kajti včasih boste vi imeli, recimo pri vodenju, pozicijo 1. To je pozicija, kjer je vaš sodelavec v tem trenutku. Pozicijo 3 je vaša želena pozicija in potem je 2, ki je tista umestna pozicija, kamor jo uspete vi, kamor boste vi uspeli tega sodelavca pa sodelavko premakniti. In seveda tukaj je pomembno, da ne odnehate, da tudi če prije oseba do 2, da vi ustrajate naprej. Kajti če hočete, da se bo nekoč zgodila 3, je pomembno, da ustrajate. Da ste zelo hvaležni, če oseba pride do številke 2. In vi boste videli, ko bom to narisal na flip chart oziroma na tablo, kako pomembno je, da ustrajate. Kajti vsi ti moduli, ki jih bom izvedel z vami, bojo tako narejeni, da boste imeli nekaj prezentacije, nekaj seveda mene v živo, ko boste lahko gledali pred ekranom in dejansko tam bom risal po tabli, čečkal in seveda izvajal razne vragolije. In na koncu vplivanje na nezavedne programe. Vi rabite vplivati na vaše sodelavce z nezavednimi programi in tako naprej. In sama motivacija za vodje je ena izmed pomembnih stvari, ki jih bomo naredili. No in to je zdaj ta naš, on je bil prej 8, ta je zdaj naš 9. modul, avtentični vodja. Tukaj je naš avtentični vodja, ko si bomo pogledali, kakšne so teorije, ki jih boste rabili poznati v podporo vodenju.
kakšno formulo je uporabljal Michael Jordan, ki je fantastična formula, ki jo boste rabili kot vodja početi. Kot vodja in kot ljudje se rabite naučiti reči ne. Če ne boste rekli ne, potem boste doskrat delali stvari, ki niso niti vaša prioriteta, niti niso prioriteta podjetja. In beseda ne bo ena izmed besed, ki jih boste rabili zdaj kot vodja obvladati. Malo bolj. Kako razvijati druge vodje v podjetju, kako boste si postavili različne klobuke razmišljanja, da boste razmišljali seveda glede na različne funkcije podjetja, kajti vodja rabi klobuke razmišljanja postavljati, predvsem z tega vidika, da bo lahko kot vodja razumel celovito problematiko vodenja. Postavili si bomo vizijo, poslanstvo in naredili nek osebni načrt dela za vodenje. Kajti meni je samo to pomembno, da boste imeli idejo, vizijo, kam greste kot vodje, kje boste čez 5, 10, 15, 20 let. In tukaj vas spet opozarjam, da če se zdaj usedete v avto in se vozite po cesti in ne veste, kam greste, potem kamorkoli zavijete je v redu. Če pa imate vizijo in če imate ta načrt narejen, potem, ko se boste peljali po cesti, boste videli tablo, tam bom prišel v Maribor. To je tabla za Maribor, to je tabla za Ljubljano, to je tabla za Beltince, pa za Lendavo. In ko imate različne table, je toliko pomembno, da jih boste opazili in priložnosti boste opazili takrat, če boste seveda imeli ta načrt narejen. Boste imeli vizijo in poslanstvo dosti jasno. Jaz vam tukaj bom pomagal malo razjasniti, da boste imeli malo idej, kako imajo različni vodje te svoje vizije in poslanstva narejene. In tukaj imamo en bonus modul. Dodaten bonus modul je delegiranje. In boste vedeli, kako pomembno je delegiranje. In to je delegiranje v družini in delegiranje doma. Če ste v družini v funkciji vodje in rabite delegirati naloge, rabite to početi na pravi način. In posledice nedelegiranja so doskrat velik stres, preobremenitev, zamujanje, roki. In mi si bomo pogledali seveda, kakšne so posledice, ko delegiramo dobro in kakšne so posledice, ko ne delegiramo. Ker tukaj hočem ustvariti predvsem zelo močno motivacijo za vas, da boste postali odlični v delegiranju. Da boste vztrajali pri temu, da to je treba delegirati. In seveda, moje povabilo bo to seveda, da boste pri delegiranju uporabili določene metrike odločanja, ki jih bomo tudi peljal skozi njih, in tudi pogledali, kako lahko različne stopnje delegiranja uporabite v različnih situacijah. Kajti včasih bo ta stopnja delegiranja lahko zelo nizka, ne boste mogli vsega delegirati. Včasih boste pa lahko rekli, da tukaj je ena aktivnost, ki je potrebno narediti, in če bo oseba dosti samostojna in če bo to taka naloga, ki je za to primerna, da tako delegirate, boste to naredili na tak način. Pri delegiranju lahko imate tudi načrt in na koncu uporabite lahko format sistem delegiranja. In format sistem delegiranja je dosti enostaven, videli ga boste, kako ga bomo apliciral v praksi. Recimo, če vam dam en primer format sistema pri delegiranju, vi poveste najprej, zakaj je to koristno za to osebo, ne za vas in za podjetje. Potem, zakaj je to koristno za podjetje kot samo. Potem poveste, kaj konkretno se pričakuje, pri kako delu, boste definirali točno, kaj je outcome pa rezultat, je pomembno, da pri kako delu pustite odprte roke, vendar predebatirate skozi načine, strategije in na koncu date priložnost za vprašanje. In boste videli, da to imate zelo enostaven 4-stopenjski proces, ki ga lahko date v delegiranje. V modulu 11 boste dobili nalogo, da boste prebirali poljubno knjigo o vodenju v teh mesecih, pripravite povzetek na 10 straneh in praktičen nasvet, ki ga boste dali v vaše življenje. Torej, pomembna stvar tukaj je ta, da nekaj implementirate in delite z ostalimi člani skupine. Vi boste imeli seveda mastermind skupino, kajti ena izmed velikih stvari pa prednosti je ta, da se boste virtualno povezali v mastermind skupino. Jaz vas bom seveda vabil, da se povežete v to mastermind skupino tudi zato, da boste spoznali druge vodje in da se naučite uporabljati virtualni svet bolj izrazito, bolj močno, da boste lahko virtualno se povezovali z ljudmi po vsem svetu. Mi bomo ta študij vodenja seveda
izvajali v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku. Jaz vas bom seveda povabil tudi, da se vključite v te module, ki jih bomo izvajali v angleščini in boste se lahko vključili seveda v te mastermind skupine kot del paketa, brezplačno, tako to bomo še malce predstavili v nadaljevanju. Modul 11 je seveda vaša zaključna naloga in seveda v tem modul 11 vas bom vabil, da boste vi izbrali katerokoli knjigo o vodenju, to mora biti knjiga o vodenju, jo prebrali, naredili povzetek in predstavili to zaključno nalogo virtualno. To se bomo še pogovorili malo, kako to izpeljati. Na zadnjem modulu, to je 12. modulu, boste imeli zaključni coaching v živo preko Skypa oziroma telefona. V živo boste povezani z nekom preko različnega orodja. Vse se dogaja iz vašega fotelja, kavča, pisarne, tako da lahko to počnete kadarkoli z enim izmed naših coachov. In tukaj bi radi seveda, da s tem coachom pregledate najprej, kaj ste uspešno naredili skozi vaše delo, skozi vaše seanse, kako ste naredili zaključno nalogo, kaj so izzivi in tako naprej. In postavite cilje za naprej. Tukaj mi je zelo pomembno, da si boste postavili cilje za naprej. In bonusi še. Poglejmo še, kaj dobite v tem paketku. V vsakem modulu dobite cel kup praktičnih vaj. Delni zvezek, ki ga boste izpolnjevali, pisali, risali elektronsko ali v živo. To pomeni na papir, kaj vam bolj paše. Dobili boste tudi 9 posnetkov o vodenju, hipnotičnih. To pomeni različne vsebine, ki jih delujemo pri vodenju. Ne bo nujno povezano to z modulom, vendar dobite posnetke, ki jih boste dobili audio in linke na video posnetke. Dobili boste 9 video posnetkov in 9 audio posnetkov. Dobili boste 9 meditacijskih zgoščenk, ki jih boste lahko uporabili za izboljšanje vašega nezavednega, ne jih poslušati v avtu, so zelo hipnotične in seveda lahko jih poslušate, ko greste spat zvečer in predvsem pomislite na to, ne. Recimo, da bi rabili več motivacije, samo motivacije, ker ti vaši sodelavci vidijo vedno, ko stopite v pisarno, a ste motivirani ali niste, ne. In takrat boste vzeli, zdaj nas rabim pa to zgoščenko in boste to vrteli 7 dni, 14 dni, 21 dni. Imeli boste nekaj za komunicirati, rabili boste odpraviti strah pred nastopanjem in boste vzeli zgoščenko za odpraviti strah. Rabili boste delegirati boljši, boste vzeli zgoščenko za delegiranje. Videli boste, da ste neproduktivni s časom in rabili boste izboljšati time management, boste vzeli to zgoščenko. Imeli boste stresno obdobje in zvečer si boste vzeli preprosto zgoščenko, s katero boste zmanjšali stres. Povečali boste samozavest, koncentracijo, fokus in tako dalje. Tukaj seveda vas bom spodbujal, da uporabite različne zgoščenke, različne metode, ki vam bodo takrat seveda koristile. Tiste, ki vam bo tudi bolj všeč, ne vam bodo bolj všeč, ne manj všeč. Važno je samo to, seveda, da imate to na voljo, ko to potrebujete na vašem telefonu, računalniku. In ne pozabite na pomen vodenja pri vsem temu. Sami lahko naredite tako malo, skupaj pa lahko naredite tako veliko. In s tem vas bom seveda spodbujal, da to naredite. Da delate kot tim, kot skupina, da se povezujete z ljudmi, s katerimi postajate boljši ljudje, boljši vodje in dosegate boljše rezultate. Dam vam samo nekaj statistike, da boste imeli samo občutek, kaj ljudje največkrat občudujemo v vodji. Ena je poštenost, ena je usmerjenost v prihodnost, to, da so osebe navdihujoče, kompetentne, inteligentne, zanesljive. Pomislite samo na to, izpolnjujete stvari, ki jih ljudje dejansko cenijo in spoštujejo. In če ne, dajte si postaviti to kot vodilne prioritete, kot vodilne vrednote v vašem življenju. Tukaj imam nekaj zanimivih vodij. Warren Buffett, ki recimo pri svojem vodenju ceni 3 stvari. Da ima oseba energijo, da je kompetentna in da je poštena. Spet se vračamo k istim stvarem, ki jih sem že prej našteval. Richard Branson, ena izmed stvari, ki jih on ceni, je to, da se kot vodja nenehno izboljšuje vodja in podjetje samo. In od vseh svojih podjetij pričakuje nenehno izboljševanje. Potem imamo Steva Jobsa, če pomislite na to, nenehen perfekcionizem
zato, da danes mi uporabljamo njihove izdelke ali pa podobne izdelke, ki so narejeni na temelju njihovega znanja. In vedno pomislite, kako se lahko više izboljšate oziroma kako lahko vaša storitev ali vaš produkt še dodatno izboljšate. Kje so priložnosti? Bill Gates, sicer že v penziji, tukaj še ni v penziji, ko ga vidite na sliki, dokler ni zaključil stvari, ni odnehal. To meni, tukaj rabimo mi dati nek motor ustrajnosti in energičnosti, da bomo ustrajali in stvari izpeljali do konca. Cena, evo, da prijemo še malo do cene. Cena za ta naš 3-mesečni študij je 1697 € plus DDV. Za prijave do torka damo 300 € popusta. Dobite še, tisti, ki se prijavite danes, dobite še knjigo za ston, Skype coaching z mano in cel kup tistih koristi, ki smo že prej našteli. Jaz seveda vas bom povabil k naslednjim stvarem, da ne brusite žago. In temu rečemo, spremenite sebe, preden boste to prisiljeni, pravi Jack Welch, eden najboljših, ali pa eden izmed najboljših vodij in predsednikov uprav v zgodovini, predvsem z tega vidika, da je znal stvari predvideti, postaviti. Včasih je počel kakšne stvari, ki so bile neprijetne, vendar je to pomagalo podjetju, da je raslo. To je pomagalo ljudem, da so rasli znotraj podjetja. In dam vam še zdaj en razmislek po temu našemu modulu in delu. Katera je tista sprememba, ki če jo naredite danes, ali pa v tem letu, ali pa v tem mesecu, ali pa v okviru našega študija, vam bo pomagala, da boste naredili največjo spremembo kot vodja. Kje mislite vi, da se rabite najbolj spremeniti? In s tem razmislekom, kajti upam, da boste to naredili, bi se vam zahvalil za zaupanje, za udeležbo, da ste si vzeli čas, da vztrajate, da se učite in da ste se učili. V bistvu, če ste zdaj prisostvovali temu, jaz vem, da ste se že odločili, da postanete boljši vodje. Zdaj me seveda zanima, če ima kdo kakšno vprašanje. Če imate kakšno vprašanje, lahko to pišete. Tukaj imate eno tako majhno okence za klepet. In jaz seveda lahko na to vprašanje odgovorim. Lahko mi tudi napišete. Na vsakem tem slajdu imate na voljo moj mail in seveda, ki vprašate. Jaz vam bom seveda tudi te prosojnice, tisti, ki vas zanima, oziroma prezentacije poslal. Bom zelo vesel, če date kakšno povratno informacijo. Videli ste, da imamo radi številko 9, ker smo imeli dvakrat številko 9. To pomeni 9, je lepa številka, ne? In seveda vam želim, da preživite en lep vikend, ki bo zdaj malo pred vami, da se malo izogibate najbolj vročemu soncu, temveč da greste zjutraj lepo ali pa popoldne, uživate in danes spet na to, kar smo si postavili, pomislite. Katera je tista sprememba, ki če jo danes naredite, bo dejansko izboljšala vaše delo kot vodje in vaše življenje kot vodje. Tisti, ki imate možnost, seveda vas vabim, da se nam pridružite. Slišali boste fantastične stvari, naučili se boste ogromno dobrih novih stvari in seveda vas vabim in želim, da preživite kot vodje lepe trenutke, kajti to je ena izmed takih zelo, zelo dragocenih stvari, ki jih lahko imate in počnete v vašem življenju. Jaz se vam seveda iskreno zahvaljujem, da vas je bilo zelo, zelo lepo imeti. Hvala, ker ste si vzeli čas in vam želim en lep in simpatičen petek. Hvala lepa in lepo zdrav vsem skupaj. Hvala.